Ta teden naj bi sodišče za 6 let zaprlo Roberta Časarja, nekdanjega predsednika uprave Luke Koper, a Časarju sodbe niso uspeli vročiti. Je nedosegljiv v drugih sodnih postopkih in na svoji mobilni številki. Rad se skriva še iz časa od črnograditeljske slave. Ma ne moreš slušati taki veliki ribi. To je, kako bi rekli, morski pes ali največji. Ni mala ribica, pač. Danes ribe bežijo drugače. Pozabite na Facebook in mobilno telefonsko identiteto, spremenite digitalne aparate, nemara tudi svoj videz. Dvignete gotovino ter odhlačate. Čeprav velja prepričanje, da se za uspešno izmikanje pred roko zakona treba odpraviti na pot tujino, pa prenekateri primeri iz domače prakse pove, da se je možno mesece ali leta skrivati v domačih betonskih naseljih. Da beg v tujino ni nujno dobra ideja, pa priča primer Boštjana Šobe in Borisa Šuštarja. Pred sojenjem za zlorabo položaja sta pobegnila v Kanado. Izročitev Šobe se je vlekla kar 4 leta, Šuštarja pa so takrat izročili v nekaj mesecih. S tem se je tudi zaključilo prizadevanje ministrstva za pravosodje, potem ko smo prejeli obvestilo z okrožnega sodišča v Ljubljani, da se Boris Šuštar ne pojavlja več na njihovih obravnavah. Glej, no glej, enake manire kot Časar. No, policija z mednarodnimi tiralicami zadnja leta išče med 70 in 100 ljudi. Letno imamo približno 3000 tiralic, huje pa je za pogrešane osebe, ki jih je nekaj 100 na leto. Policija poskuša izslediti tudi njih. Spremljanje prometa na mobilnih telefonih, kar nam v veliki meri pomaga pri teh zadevah. Potem spremljanje kakšnih finančnih transakcij in podobnega. Ter še kaj, a svoboda je bolj mamljiva od kehe, pravica pa je itak slepa.